Leta 2004 so pri Škodi v Evropi prodali 235.600 Fabi, leta 2010 157.000 in leta 2014 116.337. Ja, lepe številke, čeprav vztrajno padajo, kar je pričakovano. No, pri Škodi pa imajo tega dosti, zato so naredili novo Fabio, ki jih bo ponesla v sam vrh kompaktnega segmenta. Pa jih bo res? Izgleda funky. Te ostre linije, ki so jih pri Škodi vzeli za svoje, so mi všeč. Skupaj z LED-dnevnimi lučmi in 16-palčnimi platišči črne barve izgleda celo malo premium, ampak ni. To vam bo jasno, takoj, ko boste odprli vrata. Ja, ne vem, pričakoval sem, da bo vsaj del armature mehek in da bo manj teh plastičnih panelov, ampak ravno zaradi tega izgleda lepo. Če se ne dotikate ves čas armaturke, vam bo itak vseeno. Nasploh se po kakovosti izdelave ne more primerjati recimo z bratrancem iz koncerna Polom. Me prav zanima, kako potekajo sestanki med Škodo in Volkswagenom. Mi smo naredili Pola, ki je mehek in fajn za voziti, zato morate vi narediti Fabio, ki je trda in manj fajn za šlatati. Ja, je pa vsaj vse skupaj solidno sestavljeno, kar pomeni, da boste čričke za manj iskali. Počutje v kabini je vseeno prijetno, kljub temu, da je oblika bolj zadržana. Je pa zato tale športni volan vrhunski, mogoče spodaj malo preveč prirezan, ampak držati ga je prav prijetno. Težko srbijo prsti, da bi posekal kakšen ovinek. No, enako tale zaslon, ki je zelo odziven, ampak brez navigacije skoraj nepotreben. Je lahko tudi manjši, če vas stiska denar. Prostor? Ja, spreda ga ne manjka. Drugačna zgodba pa je zadaj. Klop ima tak naklon, da ni najbolj udobna. Je pa zato prtljažnik eden večjih v razredu. 330 litrov lahko spravite tukaj notri, za primerjavo, v Pole samo 280. Pa še tole krasno pregrado dobite, da se stvari ne premetavajo levo in desno po prtljažniku in čisto enostavno se da sneti. Škodine pametne rešitve, ja. S tem motorjem, ki prijetno globoko, no vsaj v kabini, rohni tamle spredaj, se ves čas srečujemo. Bil je v Rapidu, Polu, Toledu, povsod pač. In tudi tukaj prepriča. Turbobencinski 1,2-litrski TSI proizvede 66 kW, torej 90 konjev, kar se spet sliši malo. Ampak naj vas ne zmoti. To je eden bolj prožnih motorjev s tako majhno prostornino na trgu. Pa tudi dokaj varčen je z dobrimi 7 litri, če niste vedno zadnji pri speljevanju. Vas kar malo sili k dinamični vožnji, ker je tudi podvozje super uglašeno, mogoče malo trdo, ampak točno veš, kakšno linijo boš izbral in da te avto ne bo neprijetno presenetil. Obenem pa tudi luknje dovolj lepo požira, kljub temu, da ima nizkopresečne pnevmatike. Dobrih 15.700 € bo treba izkašljati za takšno opremo Style. Od Pola z enakim motorjem in opremo Highline je cenejša za 600 €, tako da je težko ne priporočam, ampak imam sam raje mehkejšo plastiko na armaturni plošči. Če potrebujete več prostora na zadnjih sedežih in večji prtljažnik, potem raje vzemite Rapida za kakšnega jurja več. Sam meni in večini Slovencev pa verjetno Fabio bolj všeč.